Ja, tukaj me že čakajo. Ja, spoznali smo tudi že laboratorij za žive inženirske materijale, seveda, ki se ukvarjajo z glivami, ki pomagajo, da je les lahko bolj obstojen, da recimo ne zgnije po domače rečeno, ne plesni, kot to tudi radi rečejo. No, ampak danes pa bomo obiskali laboratorij za raziskovanje zdravja ljudi. In če se ne motim, me tukaj notri čakata dva zanimiva raziskovalca in pa tudi ena zelo, zelo pametna tla. Ja, zdravo. Živijo. To so torej ta pametna tla. Tako je. Ja, zdaj, kaj je dejansko namen tega in kako daleč ste prišli, kje bi dejansko to lahko najprej uporabili? Morda slišal sem, da recimo dom upokojencev bi lahko bila ena izmed takih lokacij, kjer bi bila lahko ta zadeva zelo dobrodošla. Tako je, ja. Pa predvsem zakaj, ne? Aha. Ja, tukaj smo tudi začeli, torej dom starelih in tale nekako ideja, da zaznavanje padcev, aktivnosti ostarelih v domovih je težavno. Tako da to je bil prvi podvig in razlog, zakaj smo to začeli, kar gledamo, so v resnici 240 senzorjev, ki meri silo in kako se ta sila porazdeli po nekem materialu, kot ga vidite tukaj, v primeru parket. Ja, recimo, če zdaj improviziram, da dejansko, da sem malce bolj grobo skočil z roba postelje, ne? Ja. Malce bo počakalo, ne? Ja, ne, zdaj imamo težavo, da ni tega ampak vse ne, se obarva zelo, zelo rdeče. Ne? Tam, kjer je miza in televizija, boste videli, da je. Ja. Ja, torej, recimo, če ima nekdo nekoga v domu za upokojence in ima težavo, recimo, da prevečkrat recimo pade s postelje, potem bi se dejansko tista polja obarvala, tako je temno rdeče, kaj obvestila, ne vem, dežurno osebje in pomoč bi prišla hitreje, ne? Ja, ampak v resnici imamo tudi tako imenovano strojno učenje in algoritme, ki to počnejo avtonomno, konstantno gledajo takole sliko, sicer v številkah, in razpoznavajo vzorce, kateri vzorci bi bili na primer normalni, pričakovani, hoja in tako naprej, sedenje in kateri bi bili potencialno padec. In ko potencialno padec zaznamo, obvestimo svojce in lahko kasneje tudi medicinsko pomoč, da pride pogledati, specifično v primerih, kjer je zaznan padec, ne pa vzorec vstajanja. Torej, če je recimo več ljudi v sobi, so senzori lahko tako pametni, če smem reči, da bi točno vedeli, kdo je dejansko padel iz postelje. Tako, ja, izkaže se, da ljudje imamo različne vzorce, kako hodimo, nekateri šepamo, nekateri smo različno težki in te vzorci lahko prispevajo, da bi ugotovili različne osebe in jih ločili. Ampak področje, kjer bi se to lahko uporabljalo, seveda, vemo, tudi cena na koncu igra svoje, in pa namen kot nek element varnosti v določenih podjetjih ali pa predvidevam veliki gostinski lokali, ki ljudje recimo najraje sedijo ali pa stojijo. Tako, ja. Imamo več načinov, kako se to izkorišča. Kasneje smo ugotovili, da lahko različne vzorce, kako ljudje uporabljajo prostor, tako kot ste predlagal, lahko v javnih ustanovah štejemo, koliko. Ampak to lahko služi kot nekako tesno polje, ki se postavi, dobimo informacije, ki recimo se najraje zadržujemo in potem vemo. Potem, ko so vzorci znani, lahko pa usplošimo, da je to konstanten vzorec, ki se ponavlja. So bile že ponudbe za takšne testiranja? Nekaj povpraševanja smo imeli, ampak tako, ko ste samo gotovo strošek je, tako da ena velika veja našega nekako energije gre v tem, da pocenimo zadevo, to je masovna proizvodnja. Nekaj smo imeli interesa v štetju ljudi, v prostorih, nekaj smo imeli iz varnostnih vidikov. Ja, veliko boljšo razporeditev bomo imeli, ko date parket, ker se sila lepo porazporedi po površini in zaznajo vsi senzorji počasi vse manj. Seveda pa material pluta, ki je tudi zelo hvaležen. Zaradi varnosti. Tako je. Ja, najlepša hvala za enkrat. Obiščem pa še vašega kolega, ki pa seveda se ukvarja z tem, kako se počutimo v določenih in pa predvsem različnih prostorih. Tako je.